bakterije iz ust lahko potujejo po krvi v druge dele telesa. Ta obraba je v visokem porastu, sploh pri mladih, in tukaj je potem zelo velik problem nastane, ker ko se enkrat zobna sklenina stopi, pač ne znamo jo žal nazaj narediti. Nismo tako, kot bi rekel, morski psi, da bi lahko malo ven pometali, pa novi pridejo. Tako žal ne. Primer, zjutraj, ko se zbudimo, najprej umijemo zobe, ker se čez noč pač naredi en tak biofilm na zobeh in se potem več hrane dejansko nalep za zobe. Tudi začetni zobni karies ne boli, dokler potem ne pride v globja tkiva, v dentin, ko postane pač občutljivo. Ker tukaj kaj v sebi zdaj mogoče lahko zobek in računam, kdaj sem sladico po kavi jedel, da se šteje. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v še eni epizodi Šparovega podcasta Več vem, bolje jem. Danes bomo govorili o nečem, kar vpliva na naš videz, na našo samozavest in seveda tudi na naše zdravje. Govorili bomo o zdravju zob in ustne votline, kajti ne bomo pomenili samo ščetkanja pa zobnih nitk, ampak tudi o tem, kako samo prehrano lahko vplivamo na mikroorganizme in kaj vse se dogaja v naših ustih. In ker seveda jaz nisem strokovnjak, zato mi pa želimo, da bi vi dobili verodostojne informacije. Tukaj v studiu z mano Pia Hrovat, doktorica dentalne medicine. Je specialistka stomatološke protetike, ki združuje vrhunsko zobozdravstvo s sodobnim celostnim pristopom k zdravju in tudi estetiki. Pia, dobrodošla. Hvala. Tole moram povedati, da sva 4-krat snemala, ker sem protetiko in protektiko mešal. Zmeri sem te hotel pač kot neko varnostnico napovedati, ki stoji v enem lajpču pred zobmi, pa ne, vi pa ne greste sem. No, tako me pa še niso opisali. Ne, ampak ti si mojstrica, specialistka stomatološke protetike. Se pravi, ti si tista, ki poskrbi, da ko v ustih ni vse tako, kot mora biti, ko kaj manjka, da so potem, da je zobovje znova zgleda lepo. Tako, specialisti stomatološke protetike se ukvarjamo, tako bom rekla, zelo grobam z nadomeščanjem zob. Seveda tudi z estetskim preoblikovanjem zob, ampak se pravi za nadomeščanjem, če rabijo pacienti od mostičkov, zobnih vsadkov, protez, tudi kakšnih lusk, takih stvari. Luske nimajo veze z ribami. Tokrat prosim, ne pisati za ribe recepte danes. Tokrat ne. Ampak zdaj govorimo o zdravju, o tem, kako lahko hrana pomaga k boljšemu počutju, k boljšemu zdravju. In zdaj smo imeli že kar nekaj oddaj, kjer smo se seveda osredotočali na črevesje, kjer se hrana predeluje, kjer razpada, kjer encimi delajo svoje. Ampak ni samo črevesje pomembno, ampak je pomembno tudi dogajanje v naši ustni votlini. Kaj so tiste stvari, ki se dogajajo v naših ustih in lahko vplivajo na naše zdravje? Ja, torej pač hrana, seveda, se pravi hrana, ko pride v usta, v ustih se začne ta prebavna pot, ne šele potem v črevesju. Sem vesela, da se v zadnjem času govori tudi več o zdravju zob in kako prehrana vpliva na to zdravje in obzobnih tkiv in zob. Je pa v bistvu zelo preprosto. Stvari so zelo podobne. Se pravi, bom rekla, kako pač hrana vpliva na naše celostno zdravje, zelo podobno tudi ta hrana vpliva na naša zdrave zobe in obzobna tkiva. Mi imamo pač v telesu mnogo bakterij, tako pač nekih, bom rekla, škodljivih, dobrih bakterij, ki so nekako v ravnovesju, tako v ustni votlini, kot tudi v črevesju in tudi na koži in po drugih delih telesa. In je pač pomembno, da je tudi v ustih, se pravi, to ravnovesje vzpostavljeno za zdravje naših zob in obzobnih tkiv. Zdaj, sama usta, pa niso povezana zgolj samo s črevesjem in s prebavo, ampak stanje v naši ustni votlini lahko vpliva tudi na druge stvari, se pravi, in na krvožilni srčni sistem, na imunski sistem. Kakšne so te povezave? Se pravi, tako zdravje zob oziroma, bom rekla, neki bolezenski procesi v obzobnih tkivih in pri zobeh vplivajo na sistemsko zdravje, kot tudi sistemsko zdravje, naprimer sladkorna bolezen, vpliva na same zobe in obzobna tkiva. Se pravi, ko imamo mi v ustih neko vnetje, naprimer vnetje obzobnih tkiv, kar je bolj poznano kot parodontalna bolezen, oziroma imamo nek granulom, se pravi, ko te bakterije v ustih
bakterije iz ust lahko potujejo po krvi v druge dele telesa in tako vplivajo, naprimer, lahko povzročijo, če naprimer vnetje srčne mišice, tudi če imamo neka kronična obolenja, naprimer pri sladkornih bolnikih, vemo, da vnetja v ustih lahko poslabšajo to sladkorno bolezen, in tako tudi z drugimi kroničnimi obolenji. Se pravi, izjemno pomembno je, ni zdaj tako, zdaj imamo pa v ustih neko vnetje, se nič hudega, nič me ne boli, vse to nič ne vpliva. Pač ni res, te bakterije potujejo po celem telesu in vplivajo na celostno zdravje. Tako pa tudi, se pravi, neka kronična obolenja vplivajo tudi na same zobe, tudi naprimer hormonske spremembe, med nosečnostjo, pri ženskah že, v menstrualnem ciklu, vse to pa tudi vpliva na zdravje zob in obzobnih tkiv. In vedno, ko govorimo o zdravju ustne votline, imamo ponavadi v mislih pač to klasično preventivo, se pravi, dajmo vzeti ščetko, vzeti zobno pasto, malo ponitkati, ampak tudi s prehrano, z izbiro prehrane najbrž lahko vplivamo, kako se dogajajo stvari v ustih in kakšno potem stanje z mikroorganizmi v njih. Tako je. Se pravi, bakterije v ustih presnavljajo ogljikove hidrate, se pravi bolj enostavno rečeno sladkorje, in pri tej presnovi prihaja do tvorbe kislin. Te kisline škodujejo, bom rekla, naši zobni sklenini, jo zmehčajo in potem lahko pride naprimer do razvoja zobnega kariesa. Je pa še bolj pomembno je zdaj itak, mi se uživanju sladkorja ne moramo izogniti, niti pa zdaj ni smiselno, zdaj pa ne bomo kaj dali ogljikovih hidratov. Bolj pomembno je kdaj jemo. Tako kot je pri nihanju krvnega sladkorja, o čemer tudi rada govorim, vpliva na naše zdravje. V bistvu so zelo podobne smernice tudi pri razvoju, naprimer, če govoriva o zobnem kariesu. Se pravi, najbolj, bom rekla, problematično je večkratno uživanje tega sladkorja. Se pravi, če imamo mi 3 redne obroke, takrat v teh 3 rednih obrokih jemo seveda ogljikove hidrate, tudi na koncu sladico, čokolado, sladoled, kakorkoli, sploh ni problem. Problem je, naprimer, če mi to imamo pač, zajtrk in potem kar, pojemo en bonbon, spijemo sladko pijačo, se pravi da potem med obroki še kar pač izpostavljamo ustno votlino. Se pravi, da ne damo počitka ustom oziroma pač časa, da bi to, kar smo jim dali pri glavnem obroku, da bi ne prebavili, pač zrihtali, potem, ampak jim dajmo, da še malo delaj. Se pravi, ta konstantna izpostavljenost sladkorjem je problem. Ne zdaj, da mi pojemo v nekem obroku, pač nek sladkor. Problem je, sploh so problem pač sladke pijače, take in te prigrizki, pa eno čokoladica, pa en bombonček. To je problem. Tako kot je to problem za celostno zdravje in nihanje krvnega sladkorja, kar se tiče počutja, tako je to tudi problem pri nastanku zobnega kariesa. Super, najlepša hvala za ta uvod, Pija, kjer sem zdaj povzela, o čem bo še tekla beseda. In en del našega podcasta je vedno razbijanje ali pa potrjevanje mitov. Se pravi, tukaj smo zbrali 5 mitov o zobeh, o varovanju zob, o zdravju zob, pa bi te prosil, če lahko za vsakega od njih poveš, ali drži ali ne drži. Seveda, z veseljem. Takole. Prvi mit je tale. Karies povzroča sladkor. Bolj bi bilo, če bi obrnil sladkor, povzroča karies. Ni da zdaj, kaj imaš karies, boš imel pa cukrarno v ustih. Se pravi, delno, bom rekla, seveda. Se pravi, tako kot sem prej rekla, sladkorje iz hrane, ogljikove hidrate, naše bakterije presnavljajo in pri tem tvorijo kisline, te kisline poškodujejo zobno sklenino. Se pravi, če imamo mi to med nekimi rednimi obroki, si zjutraj in zvečer potem poščetkamo zobe, to ni zares problem. Problem pač je ta redno, se pravi, konstantna izpostavljenost sladkorjem, tako kot sva to govorila. To je največji problem. Tako da jaz bi rekla, sladkor, ampak predvsem kdaj in kako, ne sam sladkor po sebi. Mit številka 2. Če pijemo gazirane pijače brez sladkorja, to zobem ne škodi čisto nič. Tukaj pa mogoče je en zelo dober mit, da izpostavlja še nekaj, kar je izjemno pomembnega. Se pravi, v preteklosti se je predvsem veliko govorilo, ljudje poznajo zobni karies, pa potem parodontalno bolezen. Kar se pa zelo, bom rekla, veliko premalo govori, je pa obraba zob oziroma zobna erozija. V zadnjem času je to v bistvu še večji problem, kot naprimer sam zobni karies, zato ker so ljudje vedno bolj ozaveščeni, vseeno pač se mi zdi, da je higiena vedno boljša, če tako rečem, vemo, kako to pomembno je, ampak o obrabah in zobni eroziji se pa govori čisto premalo. In tukaj pa je ta povezava z gaziranimi pijačami. Se pravi, zobna erozija je v bistvu ena vrsta obrabe zob, ker se dejansko v bistvu, bom rekla, zobje stopijo.
Ne? In to povzročajo različne kisline. Te kisline so lahko zunanjega vzroka, se pravi naprimer gazirane pijače, neka kisla hrana, lahko so pa tudi notranjega, naprimer žolčna kislina, če imamo refluks. In to je zdaj, ta obraba je v visokem porastu, sploh pri mladih, in tukaj je potem zelo velik problem nastane, ker ko se enkrat zobna sklenina stopi, pač ne znamo jo žal nazaj narediti. Nismo tako, kot bi rekel, morski psi, da bi lahko malo ven pometali, pa novi pridejo. Tako žal ne. In tukaj je potem ena ta velika težava, ker zobje postanejo rumenkasti, občutljivi, tako da ta obraba, o tej obrabi se veliko premalo govori in je v bistvu, bom rekla, problem zdaj sodobnega sveta, veliko bolj kot neka parodontalna bolezen in zobni karies. Tako da gazirane pijače definitivno škodijo zobem, tudi če ne vsebujejo sladkorja, zaradi tega kislega potenciala oziroma kislosti in obrabljajo naše zobe. Ja, tukaj moramo povedati, da to ne pomeni zdaj, da če pijača ni kisla, da nima kislin, ampak je pač zaradi čist kemijskih vsebin, ki jih ima. Saj vsi vemo Coca-Colo, kaj so te posnetki. Pač to je pač vse gazirane te pijače se smatrajo kot kisle pijače, mislim. Ja, če so mehurčki, ne CO2, vplivajo na padec pH v naši ustni votlini. In potem povzročijo to. Tako. Super. Mit številka 3. Najboljše za zaščito zob je, da si umijemo zobe takoj po obroku. Ne. Se lahko počakam 2 tedna. Ja, itak, ja. Torej, najboljše je umiti zobe pred obrokom. Zato, ker ko imamo mi, se pravi, naprimer zjutraj, ko se zbudimo, najprej umijemo zobe, ker se čez noč pač naredi en tak biofilm na zobeh in se potem več hrane dejansko nalep za zobe. Poleg tega pa tudi potem, se pravi, ko mi pojemo, te bakterije, tako kot sva prej govorila, začnejo razkrajati sladkorje in je v ustih kislo okolje. In mi potem zobno ščetko, v bistvu to kislo okolje oziroma kisline, kako bi rekla, ki nastanejo, pač drgnemo po sklenini. Sklenina je potem, v bistvu naredimo tudi neko vrste, ampak obrabo, lahko zobno ščetko. Tako da najboljše je umivati zobe pred obrokom, zjutraj, pred zajtrkom, po večerji seveda pač nekaj časa mine, ampak zvečer, pred spanjem, ampak zjutraj definitivno pred obrokom. Super, tukaj bom imel pa zdaj eno podvprašanje, ker me res zanima, kako je s piranjem ust po umivanju zob. Se pravi, zdaj, a je pač treba 16-krat nagniti kozarec ali samo mečkan ven, pa da še zmeraj čutiš pač za to, da fluor deluje? Tako, odlično si povedal. Se pravi, tako je. Se pravi, mi ščetkamo zobe za zobno ščetko in zobno pasto. Zdaj, zobna pasta sama po sebi ne očisti zob, mogoče, če nekateri mislijo, pač dovolj je ta mehansko ščetkanje. Zobna pasta je tukaj zato, da nam da fluoride. Zato, ker fluor se v bistvu ugradi v zobno sklenino in jo naredi bolj odporno proti zobnemu kariesu. Tako da v bistvu zobne paste brez fluorida so bolj tako, brez veze. Blažo žegan, bi rekel. Točno tako, dobro si vedel. Tako da to je izjemno pomembno, se pravi, da zobna pasta vsebuje fluoride in potem se pač na koncu samo splune in je super, da nam te fluoridi sploh zvečer ostanejo še v ustih, ker je lih to, bom rekla, cilj uporabe zobne paste. Super, najlepša hvala. Zdaj jasno, ko nimamo časa, kdaj za ščetkanje, pa se poslužimo potem žvečilnih gumijev in od njih govori naslednji mit. In sicer mit številka 4 je, žvečilni gumi brez sladkorja je škodljiv za zobe. Tako bom rekla, škodljiv za zobe niti ne, je pa tukaj druga komponenta. In sicer, res je, da ko mi žvečimo žvečilni gumi, se poveča izločanje sline. In slina tudi deluje varovalno, se pravi, na neke te procese v ustih. Ampak žvečilni gumi pa lahko slabo vpliva na naš sklep. In to je tudi v zadnjem času vedno več v bistvu te temporomandibularne motnje, če tako rečem, zato ker je zelo povezana s stresom in pač naše življenje je vedno bolj stresno, vsi smo pod stresom. In temporomandibularna motnja je v bistvu lahko žvečilni gumi zelo poslabša in lahko pride do bolečin v čeljustnem sklepu, v žvečnih mišicah. Tako da, zdaj za same zobe, bom rekla, niti ne, ampak za cel stomatognati sistem pa v bistvu lahko deluje škodljivo. Se pravi, če potrebujemo slino, pa lahko imamo neko fotografijo, recimo na telefon, si damo sliko neke hrane in pogledamo in in slina začne. Evo, to je to. To je aplikacija. V nekem drugem podcastu bi rekel bam, milijoni.
Evo, in še peti mit, če ne boli, je vse v redu. Ja. Žal ne. Vsi vemo, tako, v zobni votlini lahko dolgo časa se dogajajo škodljive stvari in se jih ne vidi. Od tega parodontalna bolezen ne boli. Ja, lahko nam desni krvavijo, ampak seveda, ni pa to neke bolečine. Zobni karies, tudi začetni zobni karies, ne boli, dokler potem ne pride v globja tkiva, v dentin, ko postane občutljivo. Tudi če imamo mi nek granulom, to tudi ne čutimo, zob ne boli, ker je zob že odmrl in v bistvu so tam samo neko, bom rekla, proces oziroma gmota bakterij, za katere mi sploh ne vemo. Prav tako obraba. Obraba v začetni fazi, dokler ne pride do dentina, prav tako ne boli. Bi rada še to omenila, tudi naprimer karcinom ustne votline, ne boli na začetku. Zato je izjemno pomembno, kot redno, ščetkanje, higiena, samo pregledovanje, plus redni obiski zobozdravnika. Koliko pa bi bili redni, recimo, kolikrat je to priporočilo? Kaj to pomeni? Enkrat na let, enkrat na 2 leti? To je zelo odvisno. Zdaj bom rekla tako, za nekega zdravega posameznika, ki ima, bomo rekli, vse v ustih zrihtano, če tako rečem, je potem enkrat na leto čisto dovolj. Če pa so to neki drugačni bolniki, ki imajo kakšne druge bolezni, pol je pa to čisto odvisno, to mora pol presoditi zobozdravnika. Ampak ja, za zdravega posameznika, ki naj ne bi imel ne kariesa, zdrave obzobne tkiva, ne obrabe, take stvari je enkrat na leto dovolj. Super. Najlepša hvala za pomoč pri razbijanju in potrjevanju teh mitov. Pia, ampak zdaj so povedala že kar nekaj stvari. Kaj pa zdaj, če greva malo po teh stvarih, kaj jesti, kaj piti, da bomo čim dlje ohranili zdrav, lep nasmeh? Recimo sladkorji in škrobnata živila, kako je z njimi? Ja, tako kot sva rekla, se pravi, ni toliko problem v samem sladkorju in škrobnatih živilih, kot je problem. Kot prvo, se pravi, da mi obrok, tako kot je za neko splošno zdravje, zapakiramo, da ima noter še vlaknine, maščobe, beljakovine in potem zraven ogljikovi hidrati. In to, da se pravi neke sladke stvari, sladice vključimo po obroku. Se pravi, ni to malica, ni posebni obrok, ampak so te stvari v sklopu obroka, potem ni problema. A pa je tukaj kakšna razlika, ker pri črevesu smo se pogovarjali, da je velika razlika med nepredelano pa visoko procesirano hrano. Se v ustih tudi že dogajajo te razlike glede na tip hrane? Ja, definitivno. Zdaj jaz mislim, da je cel problem naše družbe ta sladkor in procesirana živila. Tudi če naprimer pomislimo, ne vem, kaj so kakšne arheološke najdbe, pred koliko tisoč leti so ljudje skopani z zobmi, pa sem prepričana, da si niso ščetkali pa nitkali zob, sam so jedli drugačno hrano, tako da ja, hrana definitivno močno vpliva. Tudi ne vem, jaz sem bila naprimer na izmenjavi na Jamajki, v neki prostovoljni odpravi, če tako rečem, kjer smo tamkajšnje ljudi jim nudili pomoč, ker niso bili finančno zmožni in naprimer tam sploh ni kariesa. Tam si ne ščetkajo zob, jaz sem bila v šoku, ni kariesa, ker imajo drugačno hrano in ne jejo procesirane hrane. Tle je sicer pa zanima iz Jamajke ali nekaj iz Afrike, vem, da obstajajo tudi te neke žvečilne palčke. To vem, ko v 90-ih letih je pol nekih reperjev z njimi hodilo okoli, prav z nekega posebnega, mislim, da je malo mehkejši les, nekaj jo ti žvečeš ravno zato, da si spravljaš malo stvari dol. To je bilo neverjetno, jaz sem bila v šoku, niso bili, ne vem, so rekli pa zdravniku 10 let, pa ni bilo čist drugi zobje kot naprimer naši. Tako da, ja, hrana definitivno močno vpliva in ta procesirana hrana sploh. In hrana in pa pijača. Zdaj omenila sva že, se pravi, gazirane pijače, kaj pa potem druge, recimo, energijske pijače ali pa kakšno vino, pivo, kako to vse vpliva? Ja, se pravi, vse pijače, ki vsebujejo sladkor, od tega, od smutijev, naravnih sokov, limonada je že tako, ker je kisla, zelo slabo vpliva, bom rekla, za zobno erozijo in obrabo, tako kot sem prej rekla. Ampak vse te stvari bi se mogli smatrati kot sladica. Se pravi, po obroku. Vmes med obrokom pitje kakršnikoli teh pijač poruši pH ustne votline in ja, zobje so bolj dojemljivi potem za neke patogene procese. Kaj pa kakšna hrana? Zdaj sem zasledil, da so tudi določene stvari, recimo oreščki pa surova zelenjava, da ne bi ta hrana tudi že kar malo pomagala sama naravno čistiti zobe, oziroma ali je bolj poanta v tem, da nima nekih dodanih sladkorjev pa kislin, ki bi vplivali. Ja, tako, bolj je poanta v teh, je pa res tudi, da naši zobje imajo neko samočistilno moč, tako rečem, in itak, da hrana, ne vem, ki se popa na zobe, če tako rečem, neki te bomboni, suho sadje, kar res še dlje časa ostane potem na zobeh,
še slabše deluje, ne? Ker če mi pojemo nek korenček ali pa tako ne, ali pa orešček, to potem se načeloma zelo malo zadržuje na zobeh. Te popasta hrana se pa potem res prime zob in jo imamo, do večera, dokler si ne umijemo zob še na zobeh. Ja. Kaj pa pitje vode med obroki? To kaj pomaga s tem, da pač stvari splakujemo malo zob, ali je spet, kot sva prej rekla, bolj blažo vžeganost? Voda je definitivno najboljša pijača. Malo itak, zdaj, če se nam je nekaj prav zapopalo na zobe z vodo, seveda pač malo speremo, ni pa zdaj to, da se nam ne bi bilo treba pol zob umiti. Ja. No, in zdaj, ko si omenila umivanje zob, že prej sva omenjala, si rekla, se pravi, pred zajtrkom, po večerji, a je to 2-krat na dan dol, oziroma kaj lahko še storimo poleg ščetkanja za svoje zobe? Torej, če mi dobro ščetkamo zobe, je 2-krat na dan popolnoma dovolj. To po vsakem obroku, pa to je pač čist preveč. Zjutraj, zvečer. Pomembno je, se pravi, da imamo zobno ščetko, ki ni premehka, sicer ne tudi pretrda, da vse čisti, zato ker... Ni tako, da bi pač 2-krat potegneš, pa pol dlesni pustiš gor. Ja. Ne, boljš, da ne, no. Potem pač, da je zobna pasta s fluoridi, to, kar sva prej omenila. Potem pa definitivno je potrebno ščistiti tudi medzobne prostore, ker te medzobne prostore pač tukaj not se nabere hrana in zobna ščetka tega ne ščisti. Imamo različne načine, kako lahko to ščistimo, zobna nitka, medzobna ščetka, nekateri uporabljajo tudi prhe. Vse, kar ščisti medzobne prostore, je pač v redu, kar nam ustreza. Ja, mogoče s štrajfiksom ne. To ne. Sej vodna prha je kaj štrajfik za zobe. Dejansko je, mislim, da je pač ta je vseeno prirejena. Ja. Zdaj si predstavljam, kako prosto vodno prho s to. Koliko je pa recimo, mogoče tudi to, kakšna je potreba, bi rekel, po mehanskih ščetka, se pravi, zdaj vsi imajo reklam po električnih, vsi imajo, naša ima pa 500 vrtljajev na sekundo, pa to naredi, pa ta bo tam dosegla. Koliko je, ali je vsem pač, če smo temeljiti, oziroma koliko znamo biti ljudje sploh temeljiti, a se zelo hitro zadovoljimo z par potegi po površinah in rečemo si, to smo pa naredili. Koliko je čas, recimo? Kjer komaci moramo v glavi zraven pet? Ojoj, to pa nisem pogledala, ampak bi bilo dobro narediti, koliko za uživljanje, da bi bilo, koliko časa pa za zobe. Torej, vsaka ščetka, ki jo uporabljamo, je dobra ščetka. Tako bom rekla. Zdaj, definitivno električna zobna ščetka v manj časa, v nekih 2 minutah, naredi več, kot navadna. Ampak tudi navadna, če jo mi pač znamo uporabljati dobro, imamo dobro tehniko ščetkanja, je odlična. Tako da ni potrebe. Je pa definitivno električna ščetka naredi v manjšem, krajšem času, enako kot klasična. Ja. Zdaj pa, še ena stvar, ki sem jo utrnila, ravno značka, jaz priznam, da imel sem neko obdobje, ki sem bil zelo slab glede skrbi za svoje zobe, pa to in čisto sem tukaj, da sem rekel, včasih sem pač zamenil zobno ščetko, ko sem videl, da je že ful prahu, pa da je treba novo. Ampak recimo, kdaj pa ti spal trenutek, recimo pa veš, da je pa tudi treba ščetko. Zdaj pač, kaj moramo merkati, da kaj še dosti nova zgleda, je že polka, da bi glih kar prišla s punk koncerta. Ja, pač jaz mislim, pač tako neka zdrava pameta, valjda, ko mi vidimo, da neke ščetine grejo že ali malo narazen, da so se omehčale, pač zamenjamo, Ni pa zdaj nekega prav tako kdaj in kako. Da bi rekla, ne moš enkrat na teden menjati. Ne, čist preveč, ne. Po zdravi pameti. Ja. Super. Pija, jaz mislim, da smo se dotaknila kar nekaj stvari, da smo zvedeli vsi skupaj, razen tebe, ki si to pač povedala, dosti novih zadev, ampak zdaj pa recimo, če bi ker seveda živimo v času hitre komunikacije, pa bomo verjetno ljudje bi rekli, 20 minut ste se pogovarjali, če bi se žela vse skupaj, recimo 3 točke, kaj so najpomembnejše stvari pri skrbi za zobe in za ustno votlino, oziroma 3 stvari, s katerimi lahko najbolj pozitivno vplivamo na stanje v njej. Torej, prvo stvar bi rekla, se pravi, dobra in redna ustna higiena, ščetkanje zob 2-krat na dan z zobno pasto s fluoridi in 1-krat na dan čiščenje medzobnih prostorov z nitko, z medzobno ščetko, karkoli nam odgovarja. To je prva. Druga stvar bi rekla, da je vnos sladkorja samo
v glavnih obrokih oziroma v obrokih, se pravi brez pitja sladkih pijač med obrokih, brez nekih prigrizkov čokoladic med obroki, se pravi vnos sladkorja. Zdaj tukaj samo da povemo, med obroki pomeni se pravi med enim in drugim obrokom, se pravi ni mišljeno, da med obrokom, ampak med obrokom, da ne bo kdo. Med obroki, tako se reče, imamo zajtrk in potem pa vemo, da bo čez 3 ure kosilo, naprimer zdaj pa vmešaj na vsake pol ure pojemo en merci, neko čokoladico. Hvala. Ja. To je druga stvar. In tretja stvar, redni obiski zobozdravnika. Se pravi, odvisno na to, na koliko časa je odvisno od tega, kaj pač zobozdravnik priporoča, ampak to je redni obiski zobozdravnika, tudi če se zdi, da je vse v redu, oziroma nič ne boli. Da bo. Super. Pija, kot sem rekel, polno enih stvari, mislim, da zdaj me že kar malo zapestje ima, že te gibe, da bi šel zdaj si poščetkal. Ok, pa sem v redu povedala. Ker tukaj, kaj v sebi zdaj bilo mogoče lahko z obeh in računam, kdaj sem sladico po kavi jedel, da se šteje. Res, najlepša hvala, ker si vzela čas. Za nas mogoče še kakšna zaključna misel, kakšno sporočilo? Ne, sem zelo vesela, da ste me povabili in rada o tem govorim, ker se mi zdi, da se o tem še vedno premalo govori. Tako da, hvala, da lahko širimo dobre in prave informacije. Ja, najlepša ti hvala, Pija. Vam pa, drage gledalke in gledalci, to je bil še en del Šparovega podcasta Več vem, bolje jem in seveda, če vam je bila tale epizoda všeč, jo lahko delite naprej, lahko tudi spodaj pokomentirate kakšno stvar, recimo, na koliko časa si pa vi menjate zobne ščetke ali pa koliko zob imate še v ustih, ne? Ko bojo boti pregledovali, zakaj to neke čudne številke pišejo. Tako da res hvala, ker ste bili z nami, še enkrat hvala Piji in vse vemo, ne, pač več vemo, bolje jemo. Adijo.